Lep pozdrav. V poslanski skupini SDS smo zelo negativno presenečeni nad izjavami ministrice za izobraževanje, da namesto, da bi sledila rešitvam v ustavni odločbi glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva, je ministrica javno napovedala, da ne bo sledila časovni dinamiki, ki jo je določilo ustavno sodišče, in da si bo pač vzela več časa za rešitev, ki smo jo v poslanski skupini SDS pripravili 3 dni, je očitno 1 leto premalo za celotno ministrstvo za izobraževanje na čelu z ministrico, da bi tako jasno določbo ustavnega sodišča, kot je v tem primeru tudi zakonsko ubesedilo. Skratka, v poslanski skupini SDS smo že januarja 2015 predlagali zelo podoben zakon, ki bi pač odpravil to ustavno neskladje. Takrat je bil zakon zavrnjen ravno z tem argumentom, da bo vlada v roku, ki ga je ustavno sodišče predpisalo, sistemsko uredilo to področje, ampak ker ministrstvo ni naredilo svojega dela, bomo zopet v poslanski skupini SDS vložili zakon, ki zelo jasno in natančno sledi dikciji ustavnega sodišča. To pa je, da se 100% financirajo programi zasebnih osnovnih šol. Govorimo izključno o programih, ne o investicijah, ne naložbah, ne o opremi in vsem ostalem, ampak izključno o programih in o programih zasebnih šol. Vsi vemo, v Sloveniji so 3 zasebne šole in skoraj 99% imamo osnovnošolski teren pokrit z javnimi osnovnimi šolami, torej ne gre za noben spopad javnega in zasebnega, ampak le za omogočenje tistega, kar je v razvitih evropskih državah veliko bolj izraženo, to pa je, da imajo tudi možnost osnovne šole, ki so zasebne, biti financirane z državnim denarjem, kajti program je takšen, ki ga vsi osnovnošolski učenci morajo izpolnjevati, to pa je, vsi do konca dobijo isto javno spričevalo. Skratka, nobenega strahu ni, da bi šlo za nek vpliv zasebnega v javni sektor osnovnega šolstva. Še več, mi si želimo, da bi bilo v prihodnosti več zasebnih osnovnih šol, ampak glede na izkušnje v zadnjem desetletju mislimo, da ni nikakršnega straha, da bi kar naenkrat prišlo do poplave zasebnih šol. Še toliko bolj smo presenečeni nad izjavami ministrice za izobraževanje, da potrebuje resen razmislek in več časa, ker ravno stranka SMC je v predvolilnem času temeljila, njihov volilni program je temeljil na 3 zadevah: etika, morala in pravna država. In če ministrstvo ne sledi pravni državi, torej odločitvi ustavnega sodišča, se sprašujemo, ali je ta pravna država pri stranki SMC padla. Namesto, da bi sprejeli 2 člena v zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanju, bodo oni očitno še kar nekaj časa, saj tako govori ministrica, razmišljali in se usklajevali. Ampak, nažalost smo že navajeni, da je to politika te vlade, da namesto, da bi pravno reševali zadeve, raje razmišljajo in se usklajujejo. Še več, glede na ta razmislek ministrstva nas je strah, da bo tako ministrica, kot pa tudi vladna koalicija poiskala morda kakšen obvod za nespoštovanje te ustavne odločbe, kajti že veste, takoj takrat, ko je bila ustavna odločba v decembru 2014 sprejeta, je poslanska skupina oziroma stranka SD predlagala, da bi spremenili ustavo v nekem smislu, da se pač zasebno šolstvo, po domače povedano, kar črta. Takrat smo bili dokaj jasni in glasni v poslanski skupini SDS, da če želijo v poslanski skupini SD uničiti zasebno osnovno šolstvo, da naj bodo pri tem previdni, kajti zasebno šolstvo, zasebno zdravstvo, zasebna lastnina je postulat vsake resne demokratične države. Skratka, gre za zelo enostaven zakon, ki sledi
odločitvi Ustavnega sodišča, torej 100% financiranje programov zasebnih šol. Začetek pa je seveda v skladu z šolskim letom postavljen v 1. september leta 2016. Skratka, časa več kot dovolj, da se ustavna odločba tudi zakonsko implementira in s 1.9.2016 te 3 zasebne osnovne šole delujejo tako, kot je zapovedalo Ustavno sodišče. To je to.